Drage gledalke in gledalci, smo v Zgornjih Gorjah na kmetiji, ki se ji po domače reče Frčec. Frčej. Frčen. Ja, Frčej. Ja, Frčej. Frčej. Gre za eno od najstarejših kmetij Ja, v Zgornjih Gorjah. Gospa Valentina Zupan, ja, Zupan, rojena Kobal. Rojena Kobal. Vi se že tako rekoč od otroštva ukvarjate s turizmom. Ja, Kako v je s tem? bistvu jasne, ampak tale hiša je bila že pred drugo svetovno vojno, so prijemali turiste, da so bili že pred drugo svetovno vojno tukaj turisti. A ne iz Ljubljane, Beograda največ. Beograd, Zagreb, a ne, ker od zgoraj so imeli sobe za turizem, tako velike, majhne, včasih so bili drugače razporejene hiše. Se pravi, to je vaša družinska hiša, Ja. vi ste tu rojeni, ne? Ja, tu sem rojena tudi, ja. In vaši starši so... Oče je bil tukaj rojen, oče je bil Kobal, ampak prav, še prej oče je pa prišel z Primorske. Aha, A nek se je prženil na tole kmetijo, da je mojo staro mamo poročil. A ne? in oni so se že pred vojno ukvarjali s turizmom. Ja. In ste rekli, Ne mogoče tako množično, ampak Ja. bilo je. in pravite, prihajali so predvsem iz Beograda. Ja, tako? predvsem Beograd, Zagreb, Ljubljana. To so samo iz mest prihajale, ne? Aha. V bistvu, kaj jih je pritegnilo takrat, da so vam kaj starši... Ja, noben ni nič rekel, samo to vem, to je, kar vem. A na Pokluku so hodili, pa so jih izvožčki vozili gor, v šport hotel, ne? Aha, To je to. aha. No, potem ste pa vi nekako prevzeli to, ali kako je bilo Tako, s tem? pol sem pa jaz, recimo, mož je bil iz Podhoma, sva šla v Nemčijo, sem bila jaz en let v Nemčiji, da sem se jezika naučila. Mene je mama glih preč hotela, da se moram nemško naučiti, da bom lahko turiste prijemala. In pol sem šla gor, en let sem bila gor, enega otroka sem varvala. Aha, Tako da sem se naučila, potem sem prišla takoj nazaj, še let nisva bila gor, nisem bila gor jaz. ja. In tle sem sva začela tole hišo obnavljati, smo vse od znotraj podrli, da smo naredili čisto turistično hišo. Ker moj mož je v Nemčiji bil malar. Aha. In on je veliko po deželi hodil, ki so že imeli takrat kmečke turizme. Ne? Aha. In on je videl, da to gre. Ne? Ja. Katera so bila to leta? To je bilo leta 67. 67. Aha. Ja. In vi ste se tam naučili nemško? Ste šli kak tečaj ali ste... Ja, ne, kar doma, samo sem zelo slabo govorila. Ja. Se nisem nikdar znala nemško ali to. Ja. Ampak kar nekaj je šlo. In pol sem se potom angleščine, nemščine, sem se s turisti bavila. Ne? Aha. Se pravi, neka spodbuda je bila tudi dodatna, to, ko ste bili v Nemčiji, pa ste videli, To je bila dodatna, ja. To je mož rekel, ti to gre. A ne, rekel, zdaj ti službe nimaš, Ja. pol kmetijo imamo, a ne, in je treba kar to naprej peljati, da bo to, ker oče je v partizanih padel, mamica jih malo umrla, smo bili otroci sami, pri starmam v soseden vas na Pulšic, in potem sem jaz tudi tam se na mojo kmetijo poročila, Na lastno kmetijo. na lastno. Moža ste pa preženili, odkud Ja, pravite? s Podhoma, Odkud? iz Podhoma je bil. To je... Sosedna vas, Sosedna vas. vse to vsak ve. Ja. Pri Bledu tudi. Ja, tako. ja. In potem kako so bili ti začetki vaši tega turizma? To je bilo tako. So bili težki, ampak če je človek mlad, se da vse. In mi smo vse zgoraj, vse sobe smo naredili 5 sob za turizem. Pa vsaka soba imela že takrat svojo vodo. Stranišče so imeli skupen, ampak to smo videli, da to ne gre kamer. In so bile sobe tako velike, da smo lahko vsako sobo dala tuš pa stranišče. In potem smo to tako naredili. Kateri gosti so pa tam, recimo, to je konec 60-ih let prihajali? Največ je bilo, mi smo imeli, mislim, pa še od mojega moža sestra se je tudi začela dajati s turizmom. In smo skupaj imeli enega gospoda, eno družino v Holandiji, da so nam oni pisarili dol, da so rezervirali sobe. Holandci? Ja, Holandci. En Holandec nam je rezervacije delal, tle. In to je bil čist ta prvo. Pa Nemce smo imeli, ki je bil mož v Nemčiji. Smo imeli kar polhen tudi skozi.
Kaj jih je pa pritegnilo? Holandce verjamem, Bled je samo tisti Bled. magnet. A Holandce najbrž tudi tih ribi, ne? Oni imajo Ja, vse niti rado. ne, vse hodi samo na Bled. Aha, Zdaj gredo šele v hribe. takrat Takrat ni bilo hribov, ne. Ne. Ne, takrat so bili tako, takrat so bili pač Ja. bolj fini ljudje, ali pa Italijani, oni so prišli, čez dan so takole šli tudi na morje, povsod so šli, veste. A ne, pa je Ampak tu so imeli pa bazo, ne? Tle je bila pa baza. Zvečer so pa zmeraj se zrihtali, pa vsi šli na Bled na večerje. To so bili bolj bogati ljudje, to so bili zelo taki, ne tako kot danes. A ne, danes je bolj raja, ne da. Aha. Ni teh. To so bili v bistvu zelo bogati. Ne? Ja, mislim, da nam rekli zelo, ampak pač so mogli biti boljši ljudje. Saj po oblekah, pa po obnašanju so več. Aha. Kako so pa poznali oni zgodovino, recimo Slovenije ali pa Jugoslavije? Kako so jo poznali? Recimo, ste se kaj to pogovarjali? Oni so imeli Slovenijo za Jugoslavijo. Ja. In tudi zato smo imeli tudi več turizma. Ker oni prišli v Jugoslavijo. Ja. Makar je šel na Hrvaško ali v Makedonijo ali to, on je bil v Jugoslaviji. Ja. A ne, in on je a ne, zelo cenil Jugoslavijo, so cenili. Niso jo ponižvali, ne. Ja. A ne? To je bilo en velik plus za naš turizem. A ne? In se pravim, da so prišli enkrat iz Nove Zelandije 2 družine s takim ogromnim kako se reče, knot stanujejo. Avtodom, da sta bili 2 družine noter. To je bil tako dolgo, da ne vem, ko so ga težko gor dobili. Poj je pa rekel, ne bomo mi v domu, mi bomo stanovali pri vas. Za 5 dni so prišli. In so pa šli drug dan na Bled. In on je rekel, vsi, da tako lepega kraja ni na svetu, ki je Bled. In oni, da so že videli čist cel svet, ker oni so šli s tem avtodomom, to so bili prijatelji, ki so šli od najlepšega kraja v drug najlepši kraj. Pa ne bo to Japonska, pa ne bo to Evropa, Amerika, povsod so rekli, da so bili. Ampak Bled so rekli, to je pa najlepši kraj na svetu, pa to ni enkrat rekel. In so bili še drugi turisti, pa to vsi so rekli, to je res, ja. Tako da smo lahko na Bled ponosni. Če bi pa primerjali takrat, recimo konec 60-ih let, ne? Ko je bila še Jugoslavija, ne? Ko pravite, da so poznali in bili veseli z današnjo situacijo. Današnja je pa bil tako, ni več tistega masovnega turizma, da bi oni dalj časa se zadržali na področju. Tlele oni tlele prenočijo en dan ali 2, pa to je zelo moteče za dajalca. In pa gredo pa na morje, ali gredo v Italijo, ali gredo kamorkoli. Ali po Jugoslaviji. Ampak včasih so prihajali za več časa. Seveda, en mesec pa pol. Najmanj je bil za en teden. To so bili, in to smo bili že res prijatelji, pa so prišli leto za letom. Imamo ene Italijane iz Riminije, on se je pisal Campanini, so bili ena lepa družina in oni so hodili eno leto pa pol. On je bil arhitekt, šef arhitektov za Rimini je bil on. Ampak je rekel, da tako lepo, ki on je hodil samo sem. Ana? Ja. Kaj so pa... Ampak te 2 sta pa hodile tudi v gost. Pa žena. Sta rada imela. Rada sta bila v gozdu, pa so tam delali piknike pa tako. Prej ste rekli, da so poznali Jugoslavijo in da so radi prišli. Zelo so, Se oni so mislili, da smo Jugoslavija, ne? Ja, vse smo bili, ne? Ja, se pravi, oni nas niso nič ločili. Ja. A ne takrat. Ja. Ni vedel, je to Slovenija, je Bosna ali kaj, ni nič vedel. On je bil v Jugoslaviji. In pol je pa prišla vojna. Slovenska, takrat, in smo imeli Italijane, ali so bili Nemci, sem rekla, evo, krik, vojna. Je rekel, no problem.
Je rekel, in ni daleč meja, bomo samo čez leteli. In so bili tudi med vojno, so ostali tle. Kako pa vpliva recimo takšne politične nestabilne razmere, recimo vojna ali pa neka kriza je na obisk tukaj turistov, recimo, ne vem, zdaj je velika stvar ta grozota, ki se dogaja v Gazi, Izrael, kako vplivajo te situacije? To pa recimo na Izraelce. Ja. To tako vpliva, da obenega Izraelca, takrat, ko se nekaj, da gre naš minister v Izrael ali pa da ne drži z Izraelem. Nobenega turista več ni. Oni tudi odpovedujejo. Zdaj smo imeli 3 družine iz Izraela. Zdajle. Ni od 14 dni, je bilo rezerviran, da pridi v juliju. Evo, v zadnjo je prišla odpoved, da jih ne bo. Ker je naša ministrica šla dol in je potegnila s Palestinci. Normalno, se vidite, ko so reveži. Ampak tako je. Najbolj je to pri Judih. In smo imeli včasih Judov, Marija. Ogromno. Za Italijani so bili Judi. Največ ste imeli Italijanov? Največ Italijanov, to je gotov čas. Od začetka smo imeli Holandca, ki je bil Holandec. Ste imeli kontakt, ne? Smo imeli kontakt. Pol je bilo tega kar zmeraj manj, pa tako pač. Takrat, ki je bila pa vojna, je bil pa sploh konc Holandcev. Ki je bila v Sloveniji vojna. A je kdo sploh prišel takrat? Italijani, Nemci. Te so ostali. Ja, so rekli, sej ni, kdo pa bomo leteli ven. Ampak je že takrat zelo pokal tlele na Jesenicah, pa avioni in smo bili mi glih gorle na vrtu, smo grabili, pa tle sosede ste nam pomagali, nas je prišel policaj zjagati, je rekel, takoj v zaklonišča. Pa smo šli pa vsako svoje zaklonišče. Ampak tako, da bi rekla, da to najbolj so zamerljivi Judje. Zamerljivi? Izraelci, ja. Zamerljivi? Ja, in jaz vem, da zdaj dolgo nobenega ne bo. Ker to je jasno, oni ne vem zakaj, se sami vidijo, koga se dogaja. Kaj pa to, recimo, če se malo povrnemo še ta 60. leta, ali pa če se spomnite, k turizmu spada tudi zraven kakšna gostilna, pa pošta najbrž, včasih se pisali razglednice. A se vi spomnite, katera je bila najstarejša gostilna mogoče tukaj? Tole tlele not je bilo. Kje? To je bila taka gostilna tlele. Je imela ena gospa je imela gostilno in ona je tako dobro kuhala. Kako se je pa reklo tej gostilni? Zadruga. Zadruga gorje, ja. V Zadrugi so bili. Žustova je bila pa gostilničarka. Je pa je naredila na Bledu, tle v Zaki naredila novo hišo. A zdaj te gostilne ni več? Konc še za pijačo ni več. Je vse staro za nekaj. Noben ni obnavljal. Kuhna, zdaj, to bi bilo fajn, da bi kupil privatnik, da bi naredil vsaj voren gostilno. Se pravi, danes ni tu nekaj? Ne, nič ni. Zdaj hodijo na Zatrnik, Jagru, zelo velik, pa tudi mi in tudi propagiramo, da je zelo dober Jager, pa na Bled hodijo v gostilno. Kaj pa pošta, recimo pošta brez pošte? Pošta ni bilo nič tako važno, sej pa na Bledču pa to. Pa še na Bled? Ne. Ampak bila pa je, ne? Bila pa je, zdaj jo pa ni več. Mislim, je pod ta občinski stavbi. Ja, ampak ni nič, imam privatnik, gre spominčke, pa ne vem, kva dela. Ni več to, pošte ni. Pa se vi še spomnite kakšnega dogodka iz tih začetkov vašega turizma, ki vam je zelo ostal v spominu? Ja. A veste, to je bilo tako. Jaz z gosti posebnih dogodkov nimam, ker je bilo vse klapal. Je bilo vse super. Z vsakem turistom smo se razumeli, smo se fajn imeli, ampak zmeraj je mogel biti žganje, šnopc. Žganje. Zmeraj smo mogli, mi smo, pa vsakemu turistu smo dali s sabo eno šlaščo žganja, za spomin, tako. A to so imeli radi? Zelo, pa to ni bilo važno, skot je bil šnopc. Danes ga še ne pokusne obeden. A ja? Ne, ker ne sme piti. Ima zdravila, ima šofer. Ne gre.
Pa včasih se tudi kadilo, verjetno, ne? Zelo, pa smo pa na vse, leti si imamo še tamle. Ja. Povsod smo dali tablice, da je prepovedano. Ja. In niti eden manj od cajta ni kadil. Aha. Niti eden. Ljudje so tako super, Ja. naši gostje, moram Ja. to posebno poudariti, da smo imeli res tako super goste, da ne moramo nobene Ja. slabe reči od nobenega. Pa imamo 65 let turizem, od leta 67. 68 recimo. Ja, to je kar zdaj 50-60 let. Ja, ne? ja. Ja. Se pravi, vi ste imeli tu tujce iz celega Z celega sveta, ne? pa to z celega sveta. Ja. Pa je bilo to, pa so bili teli Arabci, pa so bili recimo Črnci, pa vse je šlo, vse je bilo v redu. Ja. Noben. Ker je vsak imel kakšnega belega s sabo. A ne? Da ni bila samo črna družina, ampak je bil kakšen tako. No, ampak eni imajo danes hude predsodke in prav širijo sovraštvo proti tujcem, proti migrantom, proti... Mi proti nobenemu. Čez da so to nevarni vsi, ne? Če sem jaz poslušala v zadnjo, ki je papež govoril iz Rima, je rekel, tudi jaz sem bil izbeglica. Lepo sprejmite, če jih le morate, kakorkoli. Ja. Je rekel, tudi jaz sem bil izbeglica. No, pa vidite, koga se ne smeš biti, nesramen. Mi smo imeli samo enkrat en primer, ki so prišli tamle ne z Rusije, ki imajo vojno zdaj iz Ukrajine. So prišli, ki so bili pri župniku prej. Pa je župnik sem poslal, koga so prišli, so rekli, če bi lahko bili tukaj. Ampak to je bilo, jaz sem imela že zaseden z gosti, jaz sem rekla, da bi, ampak kaj, ko imam že, je res, rezervacije so bile. In sem rekla, pejte v župnišče povprašati, ki ima veliko hišo, pa nima še tako. In so rekli, da so že bili v župnišču. Pa so prišli nazaj in so tam ostali. A na župniki mora biti smislu, mora biti budite tam ali budite tam. In so šli, no to je bilo to. A to je družina iz Družina iz Ukrajine. Ja, se so tam pri župniku še kar, že 2 leti. To se pravi, da je stara mama, stara oče, mama, oče pa 2 otroka. Ta mladi moški so pa ostali gor? Ne, tudi mož je tukaj. A mož je tudi tukaj? Ja. So vsi prišli. Tako da so reveži, jaz sem rekla, da malo dobro, da sem imela take lepe piškote, sem rekla, na ta malo ne morem, so pa vsi leteli, to je bil vesel. Ja, seveda. Tako gre. Ni enostavno, ne? Ne. Nobeden verjetno nič ne vemo, koga mu mi. Ja. Nas so pa med drugo vojno selili prisilno. Mojo žlahto. Tudi. Tle v Radovci, ki so imeli Almiro, moja teta, to so bili Novakov, so jih v Banat, ne dol v Srbijo, pa tle z Bleda, ki je zdaj moja hčerka tam hišo kupila od moje tete, te so pa tudi selili. In pa je bila moja teta tako fletkana za pogledati, pa tako taka prikupna, da jo je na družine posvojila. Vašo teto so kaj, Nemci preselili? Nemci, vse so Nemci. Celo družino? Ne, mojo ne. Ne, kaj pa? Ampak mojo teto. Teto. Pa gudo teto, tete moje. Nas pa ne. Aha. Nas pa ne. So preselili v Srbijo? V Srbijo, vse v Srbijo. So bili 4 leta v Srbiji. Aha. So ogromno Slovencev preselili v Srbijo. No, to so pa še nekoj 2, pa še eno družino, ker pa moja stara mama je bila zelo velike družine, pa vsi so bili zelo sposobni, so zelo bili bogati v bistvu. Jaz imam še njihove stvari tle, ker pa so bili pa komunisti po vojni, vsi, ali pa ateist. Tako da so tako ven tišali te lepe stvari, jih je pa moj mož pobral. Se jim je dal nekaj, ampak ankoli toliko je bilo vreden. Ja. In to je to. In oni so bili vsi, nekaj, še danes je to.
Kaj so vam pa kaj povedali, recimo to, ali pa vaši starši iz tega obdobja druge svetovne vojne, kako? Mislim, zelo je bilo težko. Moja stara mama, recimo, imela bolnega moža, ki je bil na vozičku, ki je padel, na njega je voz priletel in si po nesreču. In ona je njega rihtala, pa to, pa so pa Nemci prišli. So rekli, mama je pa imela v hiši partizane skrite. Ana se je pa bala, da je ne bi Nemci. V tej hiši? Ne, v soseden vas. Je pa zmeraj partizani skrivala, Madonna pa pridijo Nemci, mama, je fajn, da ste prišli, hitro jim je samo šnopsa, Nemci je bil sam za šnops. Fes jih je napila, pa tako, pa je pa rekel, pa mu šel v hišo malo, je pa rekel, mama, ne, v hiš, moja mamica je rekla, Minka, ne skite rato stranišče, da gre na stran. Pa niso šli noter, so pa šli ven. Če pa not prišli, pa vse požgejo. To je bil en primer. Ali pa, ko sem bila jaz rojena, je bil pa moj oče na Pokljuki, partizan. To je bilo katerega leta? 44. Takrat, ko ste rojeni, 44. Ja. In je mene mami nesla njemu kazati, je rekla, mama je saj pokazati moj vnes, ker je rekel, da gre drug dan na Primorsko. Z vojno je moj Adam povedal in da je me samo videl, to je bilo vse. Pa je pa šel on na Primorsk, pa tam je ostal, je padel. Se pravi, vi ga niste videli? Ne, nikdar. On je v partizanih padel na Primorsku? Ja. Ni. Ker takrat je bila tista hajka ven iz, ne vem, koga je bila za ena hajka, ki so šli iz kako se reče, tam čez so se prebijali Nemci. To je bilo. In je bilo veliko mrtvih. To je bilo konc vojne. Pa ne še bil tudi mrtv, Pa je pa moja mamica je rekla, ne bo tam ostal, je pa prosila enega tlele, da je šel z avto, da so ga šli iskat, da so ga naložili, pa so ga tle na to pokopališče peljali. Tu sem videl, je zelo lepo vzdrževano. Tle so partizani, tle so te stari še, ta prva vojna, stali spomenik. Tam so pa zdaj, ker pokopališče je zelo lepo urejeno, sem videl. Partizansko zelo, se to 2krat na let, 3krat rihtajo. In tu je pokopan vaš oče? Ne, mojega očeta je pa mamica hotela še pokopati, ki je tale družinski grob. In smo ga komaj dobili, oni so hoteli, da mora na partizane. Ker moj stric je bil pa tudi ubit, je pa na partizanih. Na partizanskem pokopališču? Ja, na partizanskem. Ampak mojega ati je pa hotela mami, da gre na Frčijove družinsko, pa je tam. Ana. Sedaj smo pa na civilnem pokopališču in smo na grobu mojega starega očeta, v bistvu na naših grobovih, kjer je pokopan tudi moj star oče, ki je bil partizan in je padel na Poreznu leta 75. aprila 45 skupaj z Andrejem Žvanom Borisom, po katerem se imenuje osnovna šola za časa Jugoslavije se je imenovala. In zdaj se ne imenuje več? Zdaj se ne imenuje več, zdaj pa samo osnovna šola Gorje, pa ne vem, zakaj so dali to preč, ne vem. In padla sta pa skupaj na Poreznu aprila 45. leta. Napisan je pa tudi na Bortovskem pokopališču, ki je na oni strani ceste pri cerkvi. Partizansko pokopališče v Zgornjih Gorjah. To je pa partizansko pokopališče, ki je tudi napisan moj star oče, v bistvu od naše mame oče. Lojze Kobal, 45. leta je padel, rojen pa 15. leta. Lojze Kobal. Ja, to so bile zelo težke stvari. Ko smo bili otroci, to strahotne stvari. Pol je mama sama skrbela. Pa si poročila še enkrat. Je prišel eden iz Spodnje Gore in rekel, da se mu je sanal, da je moj oče prišel k njemu, da je rekel, daj vzem Minko. Da ona nav mogla vseh kmetij sama delati, ker tle bila kmetija, pa na Pušic smo imeli 2 kmetije. Same kmetije, brez veze. Samo kar dela človeka pa obenga.
Ja. In on je bil zelo priden in je pomagal. A ne. Ja. Pa je pa imela mami še 2 otroka. A ne. In to je to. In mi smo bili pa 3. A ne. Ena je tle zraven ima hišo, Aha. ena je na Pulšici dobila hišo, Ja. a ne, tako da smo vsak bili odplačani. Aha. Se pravi, vsak je dobil en Vsak je dobil del dediščine, oben ni rekel, da je ni. Vsi smo imeli dosti. Kaj bi mogoče še iz tega vašega dejavnosti? Ja, edin še dejavnost, kar se turizma tiče, Ja. da smo imeli vse leta zasedeno. Skozi ljudi, pa še danes jih imamo, skozi imamo ljudi, ne da bi rekel, ne vem, ko nabasen, ampak tako, da se lahko dela. A ne? In vsi nam so zelo zadovoljni, gredo. Pa vsak kaj da, vsak več raj da, pa manj. Ja. A ne, res zelo dobri so, a ne, seveda. Je pa tako, za eno noč gremo naprej. Se pravi, to se je skrajšalo zelo. Zelo, neverjetno. Pa to vas bi mogoče vprašal še, ta Brnik, ne? Če si hočemo turizem videti, je pomembno, da ima država tudi letališče. Ja, ne? ja. To letališče je bilo prodano, a se Ja. A se to pozna? Ja, Ste slabe veze? A veste kaj, k nam pridejo zdaj le, ne, ker odkar je bil Brnik prodan, samo po noč. Kvečem 2 noči si nimaš kaj zmeniti. A ne, oni pridejo z avti, Ja. a ne, ali pa pride s taksijem Se tukaj. pravi, ko je bil pa Brnik, ko je bilo letališče naše, je bilo Ja, isto. 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 Mislim, se nič ne pozna, da je prodano ali ne vem. Aha. Pač noben ne govori o tem. A ne? Vi niste zaznali, da bi... Ne. Če se hočemo turizem imeti, moraš imeti dobre veze letalske. Ja, z letal, je tu Ja. pa le za hotele bili. A bolj za A ne, hotele. tle so bili individualni gosti, Aha. to pride, gre Aha. pa tako. A ne, vsak ve, da se mora pripraviti, Ja. k pride, a ne, k bo šel naprej. A ne? Ja. Zelo, mislim, jaz osebno sem zelo rada delala turizem in še, samo zdaj sem pa že toliko stara, je pa sin za to. Ja. Sin je zelo dober v turizmu. Ja. To tako spoštuje goste, pa zdaj je že tam malo, bo Ja. tudi šel v kmečki turizem, tako da upam, da bo ostal tako. Če ne bo pa kaj drugega začel, a ne? Ja, seveda, nekako bo treba preživeti. Ja, ne. preživeti bo mogel. Gospa, najlepša hvala. Je no, ven tudi. Za to. Tako. Sej. Ja. Ja, a ne, pa tudi to moram povedati, da je zelo kmečki turizem, biokmetija, to je zelo, zelo važna stvar. A ne, ker gosti gredo gledati tamle, gredo gledati krave, kakšna je krava, prešiče gredo gledati, putke hodijo tle okrog, Ja. mucki, vse nekako v stilu narave, V stiku z naravo. vse v stiku z Če naravo. greš v nek hotel, si posod Ja, enako. ja, in gost tudi to čuti in gre gor po naši zemlji, pa gre tam k kravam jih pogleda. Zelo je to pozitivno. Jaz sem tako vesela, da sva se to lotila, da, a ne, in preživeli smo skozi to. Ja. A ne, nismo ne vem kaj, ampak preživeli smo. No, zdaj smo pa v Zgornji Gorja pred vašo domačijo, Ja, Frčej, Frčej, sem pravilno rekel. zelo pravilno. Ja. In vaš sin ima v rokah razglednico iz leta 1903. Ja. Kaj prikazuje? To prikazuje domačijo, to prikazuje, ki so šli tudi na polje seč, tle je stara mama, pa tle je kočija. To so oni, vaši predniki To so so? moji predniki, Ja, pred to hišo. pred to hišo. Aha. Ja. In to je bila razglednica iz Zgornjih Gorij, takrat verjetno edina. Poštna razglednica. Poštna, ja. Da so jih kupovali v trafik noter, da so Ja. pisali na vse kraje. A ne? Ja. In vi ste že takrat imeli tu neke vrste turizem, ali kako je bilo? Ja, ne, to je stara mama imela, Ja. pa še predniki so že takrat imeli turizem. Tlele v gorjah je bil to zelo malo v Ludeno gorje. Tale hiša je imela pač turizem, da ne vem, ali so ga imeli.
A ne, samo tle, to so vam povedali, da so bili iz Beograda velik, pa iz Zagreb, Ljubljana, iz mest. Ja. Če je prišel, da je prišel gor na turizem. To v 60 letih, 70. Ne, še ne. Že za časa kraljevine Jugoslavije? Ja, tako. Tako, za časa kraljevine, ja. Tako. Ja, to je bilo to. Ja, ne. Pol je bila pa vojna, si vse prekinili, no midva sva pa začela spet res na polno. A ne, da sva vse preuredila. Z možem? Z možem, ja. Zdaj pa sin prevzel? Zdaj pa prevzel že sin. Dobro. Ja, pa že on ima sina, da se bo v kmečkem turizmu izobraževal. Se pravi, družinska tradicija se nadaljuje? Ja, se nadaljuje.